vadba ni dobra samo za naše telo, ampak tudi za možgane. Oziroma, ne, vadba je dobra za nas. Naši možgani so naše telo. Tega sem se naučil med pisanjem knjige. Tekom pisanja sem namreč ful sedel in zdaj poskušam to popraviti. Telovadba je kul za... Zakaj se to gderem? Pardon. Telovadba je kul za boljši spanec, boljše počutje, lažje obvladovanje stresa in tako naprej. To ste verjetno že vedeli. Ampak, kaj pa prednosti za možgane? Vadba spremeni možgane tako, da ščiti tudi spomin in miselne sposobnosti. V študiji, ki so jo izvedli na univerzi v Britanski Kolumbiji, so raziskovalci ugotovili, da redna aerobna vadba, se pravi vadba, ki pospeši delovanje srca in zaradi katere švicamo in ko mi dihamo, očitno pospeši oziroma poveča tudi velikost hipokampusa. To je možgansko področje, ki sodeluje pri spominu in učenju. Medtem, ko vaje za moč in ravnotežje niso pripeljale do enakih rezultatov. To ne pomeni, da takih vaj ne delati, samo pomeni, da je fino vaditi tudi aerobno. Druge študije so pokazale, da so deli možganov, ki sodelujejo pri mišljenju in spominu, večji pri ljudeh, ki telovadijo, v primerjavi z ljudmi, ki ne. Poleg tega vadba krepi tudi plastičnost naših možganov, ustvarja nove povezave in izboljšuje učenje, povečuje število nevronov in izboljša komunikacijo med regijami možganov. Pa to priznajte, če bi bila to tabletka, bi jo zdaj že naročili, tako da dajte telovaditi. Standardna priporočila svetujejo pol ure zmerne telesne dejavnosti večino dni v tednu ali pa 150 minut na teden. Če se vam zdi hoja dolgočasna, lahko poskusite s plavanjem, plezanjem, tenisom ali pa s plesom. Ples je menda noro dobra neuroprotektivna dejavnost. Se pravi, dobro dene našim možganom. Štejejo pa tudi, gospodinjska opravila, tako kot je brisanje prahu ali pa grabljenje listja ali pa karkoli podobno intenzivnega, pri čemer se začnete potiti in kar vam pospeši srčni utrip. Tako, toliko z moje strani, da ne boste sam Jožeta skozi gledali na zraku pa v gozdu.